Dragi brati in sestre, Jezus govori prilike, ko se srečuje z ljudmi, ima zelo tako nasprotja. Tako lahko vidimo, bratstvo Evangelij po duhu. Recimo v Evangeliju po duhu imamo priliko izgubljenega sina. Imamo mlajšega sina, ki zapusti očeta, imamo na drugi starejšega sina, ki ne zapusti očeta. Imamo prejšnjo nedeljo, smo brali zgodbo o farizeju in pa cestninarju, ki gre sta oba v tempelj molit. Eden uspredaj se hvali pred Bogom, eden zadaj v templju prosi odpuščanja v skrsanju. In Jezus zelo jasno pove, da je razlika med njima ne samo to, kako, kje sta nastanjena v templju, ampak tudi v tem, kdo je šel opravičen iz templja. Ampak včasih se pa ta nasprotje mogoče večkrat bolj skrita. In sicer, ko prijemo do današnjega evangelija, ki se zgodi v Lukajevem evangeliju, in sicer v 19. poglavju. In se na začetku ne bi rekel, da je kakšno nasprotje v samem odlomku. Če bi šli gledati nazaj v 18. poglavje, bi pa hitro ugotovili, da srečamo človeka, ki je zelo podoben na prvi pogled Zaheju. In sicer srečamo mladeniča, ki je imel veliko premoženja, tako kot Zahej. To se pravi, imamo dva bogataša. Prvi, mladenič, ima ogromno premoženja, ampak ko prije k Jezusu, ga najprej vpraša, ta mladenič vpraša Jezusa, kaj ne naredim za to, da bom prišel v nebeško kraljestvo, da bom imel večno življenje. In Jezus mu reče, prvo spolnuj zapovedi. In mladenič, v bistvu verjetno tudi ponosno reče, to izpočnem že vse svoje življenje. Torej imamo mladeniča, ki je bogat, ampak on je podoba nekoga, ki res izpolnjuje vse. Izpolnjuje vse zapovedi, živi tako, kakor je treba, včasih rečemo. In pa na drugi strani imamo v današnjem evangeliju Zaheja. Zaheja, ki je tudi bogat človek, ampak ne izpolnjuje zapovedi. Cestninarji so bili v judovski družbi še posebej potisnjeni na stran. Zakaj? Po svoje pravici, zaradi tega, ker so večinoma dobesedno odirali prebivalstvo. Nekje sem zasledil podatek, da so od vsakih davkov, ki so jih pobrali, ker že itak, se vemo, niso najbolj popularni, so vzeli še 20% približno zase. In ljudje jih res niso marali zaradi tega. Imeli so jih v bistvu za izdajalce. Torej imamo nekoga pred sabo, ki po judovski postavi je v bistvu izobčen. Mladeniča, ki izpolnjuje, in nekoga, ki popolnoma ne izpolnjuje. In tudi njun status v judovski družbi je zato popolnoma drugačen. Prvi, spravi ta mladenič, uživa spoštovanje in Zahej je od vseh zavržen. Ampak ni nasprotje v tem. Evangelist nam noče pokazati tega nasprotja. Hoče nam pokazati nekaj drugega. Ko prije mladenič k Jezusu in pove, da izpolnjuje se zapovedi, tako lepo piše v bistvu sicer v drugem evangeliju, da ga je Jezus pogledal in vzljubil. Spravi, Jezus vidi, da ta mladenič si prizadeva za nebeško kraljestvo. Ampak, ko ga mladenič vpraša, kaj pa še lahko naredim, mu Jezus odgovori, pojdi, prodaj vse, kar imaš in hvali za menoj. In evangelist zapiše, da je ta mladenič žalosten zapustil. In zanimivo je, da žalosten, ta beseda, ki je v grščini tam v evangeliju, je ista beseda,
kakor evangelist uporabi za trpljenje Jezusa v Getsemaniju. Zbraj res žalosten odšel. Je res v stiski odšel. Zakaj? Ker je imel veliko premoženja. Ta mladenič je prišel k Jezusu ne zaradi tega, ne z istim razlogom, kakor Zahej. Glavna razlika med njima je, zakaj prideta k Jezusu. Mladenič pride zato, da bi Jezus ga potrdil, da je dober človek. Pride za tega, da bi mogoče kakšno stvar tako na površju še popravil, kakšno zapoved mogoče malo boljši izpolnjeval. Noče pa slediti Jezusu. Zakaj? Ker ima premoženje. In kaj bo premoženje daje? Daje mu status in daje mu varnost. In zaradi tega ne bo sledil Jezusu. Ker ve, da če bo sledil Jezusu, bo zgubil te dve stvari. Status in varnost. In to je tudi dostikrat podoben nam. Zakaj je pomembno, da poznamo tudi to zgodbo? Zaradi tega, ker večinoma nismo podobni Zaheju, ampak smo podobni temu mladeniču. Ker tudi mi, sploh v današnjem času, si želimo, dobesedno se oklepamo statusa in varnosti. In zato tudi kristjani za današnjo družbo velikokrat nismo nagovorili. Ker vsi se trudimo izpolnjevati približati, kar cerkev uči, ali pa kar smo zbrali tistega od cerkvenih zapovedi, ki jih hočemo izpolnjevati. Ampak ne pustimo in ne vidimo pa, da naš status je edini status, ki je zares pomemben, je tisti, ki ga imamo v Božjih očeh. Edini status, ki je zares pomemben in ki ga mladenič ni videl, je to, da je ljubljen od Jezusa in to je že imel. Ni to nekaj star, ki bi mogel pridobiti. Ne, to je že imel. In da je tam varnost, ki si jo tako zelo želi. In da zaradi tega lahko zgubi status in varnost v tem svetu. In zaradi tega se obrnemo k Zaheju. Zahej, status se ni bil najboljšega, varnost je zaradi denarja imel, lahko si je prvoščil in tako tudi dejansko so si sploh viški cestirji lahko prislužili, lahko si prvoščili tudi varnostnike, lahko so si prvoščili, da so imeli strah. Skratka, ampak ko sreča Jezusa, prepozna v njem Boga. Prepozna ta status, ki ga ima, ki je tako ne vem kaj, ampak predvsem da ta varnost, da ta denar, ki ga ima, ni to zelo pomembno. In ga v bistvu to srečanje, ga v bistvu popolnoma spremeni. Ugotovi, da je bogat samo v Bogu. In za tega gre in reče Jezusu, Gospod, polovico svojega premoženja damo Bogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četvero. Popolnoma odprt. In današnji evangelij nas slavi, da smo bolj podobni Zaheju, kakor mladeniču. Da vedno znova prihajamo k Jezusu, ne s tem, kar smo, kar mislimo, da smo, kar hočemo, da smo. Ne s tem svojim statusom, ki ga imamo v družbi. Ampak da prihajamo z odprtim srcem, da nam On pokaže, kdo smo. In da prihajamo z željo, da bi nas On spremenil, da bi bili pripravljeni se spremeniti. To v bistvu današnja družba, vsi ljudje, ki so okoli nas, danes potrebujejo. Da bi lahko preko nas prepoznali Boga. Ker takrat, ko smo obremenjeni s statusom pa varnostjo, takrat bodo videli to nas, ne bodo videli pa Boga. In zakaj je to pomembno? Ker današnji evangelij se zaključi, ker je Sin človeku prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Prek nas, prek tebe, hoče prijeti iskati in rešiti, kar je izgubljeno. In to je možno samo takrat, kada prepoznaš, da si tudi sam izgubljen.
in da brez Jezusa pač ne gre. Da ta status in ta varnost nič ne pomeni. Samo takrat lahko Sin človekov, naš Jezus Kristus, prek tebe išče in najde ljudi, ki so izgubljeni. Amen. Pa izpovemo